Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na odprtju gostujoče razstave Celjski 87. pehotni polk. Lansko jesen, ko smo obeležili 100. obletnico konca bojev na Soški fronti, so moči združili v zgodovinskem arhivu Celje in osrednji knjižnici Celje, ter med septembrom in novembrom v počastitev omenjene obletnice pripravili niz dogodkov. Zvrstila so se številna predavanja. Janja Jedlovčnik in Srečko Maček z osrednje celjske knjižnice pa sta pripravila avtorsko razstavo o polku, ki je deloval na njihovem domoznanskem območju. Gradivo za namen razstave in razstavnega kataloga so odstopili številni posamezniki in ustanove, med njimi tudi naša brežiška knjižnica. Vojne oziroma vojni časi pa so vsekakor zaznamovani tudi s pesmijo, bodisi domovinsko, ljudsko ali že kar ponarodelo. Eno slednjih, Polje, Kdo bo tebe ljubil, skladatelja Alojzija Mihelčiča, sledi v izvedbi fantov Artiških iz kulturno-umetniškega društva Potom Župančič Artiče. Skupina ljudske pesmi prepeva na način, kot se je po naših krajih prepevalo nekoč. Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Ko te se izraža tudi v proznih besedilih, med drugim v delih pisatelja Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca. Znana sta njegova romana Dober dob in Jamnica. Gospod Fran Bonač pa je avtor sedaj že ponarodele pesmi Oj, Dober dob. Zbori, ki jo pojejo, navadno povedo, da je napisal Zorko Prelovec. Mnogi pa se sprašujejo, kdo je bil vojak, ki je napisal tako pretresljivo besedilo, ki je bistveno prispevalo k kolektivni narodni zavesti o grozotah bojev na Soški fronti. Verze Oj, dober dob, slovenskih fantov grob so prepevali in izrekali tudi slovenski borci v vseh uniformah druge svetovne vojne. Danes jih izrekamo tudi mi, ki smo v teh spopadih slišali le iz pripovedovanj naših prednikov. Gotovo ste tudi vi v besedilih vojnih pesmi zasledili rdečo barvo in njen simbolni pomen. Pomen krvi, življenja, zdravilstva, ljubezni in tudi sovraštva. V naši narodni pesmi pa so rdeči oblaki. Kaj neki pomenijo? Oblaki so na vojsko pojdejo.
Število razstavnih panojev, na katerih si bomo danes in v prihodnjih tednih lahko podrobneje ogledali zgodovino celjskega 87. pehotnega polka, nakazuje obsežnost teme, ki se na ta način v naših prostorih in tudi krajih predstavlja prvič. Gospo Janjo Jedlovčnik, soavtorico razstave in sodelavko Osrednje knjižnice Celje, prosim, da nam predstavi vsebino gostujoče razstave. Kasneje pa k besedi ob zaključku uradnega dela današnjega odprtja vabim še direktorico Brežiške knjižnice, magistrico Teo Benkovič. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Danes v knjižnici Brežice odpiramo razstavo Celjski 87. pehotni polk, ki smo jo v spomin na številne fante in može z širšega celjskega, mislinskega, ptujskega, tudi brežiško-bizilskega območja, ki so vojsko služili v tej avstro-ogrski vojaški enoti, ter na njihove težke boje v prvi svetovni vojni in še posebej lanski 100. letnici bojev za Škabriel v 11. soški bitki lani pripravili v Osrednji knjižnici Celje. Razstava, ki smo jo lani pripravili, na 18 razstavnih panojih obiskovalcem predstavlja zgodovino 87. pehotnega polka. V Celju je bil od leta 1888 stalno nameščen en bataljon polka. Dva njegova polkovna bataljona sta se udeležila 2 mirovnih misij na Kreti v letih 1897-1898 in v Skadru v letih 1913-1914. Med prvo svetovno vojno so se pripadniki polka bojevali na vzhodnem, balkanskem in italijanskem bojišču. Leta 1914 je bila večina polka, z izjemo njegovega 4. bataljona, ki je sodeloval v bojih s srbsko vojsko. Večina je bila poslana v Galicijo, kjer so utrpeli velike izgube. Zimo so pa preživeli v Karpatih. Naslednjega leta so v boju z rusko vojsko dosegli nekaj pomembnih uspehov. Po vstopu Italije v vojno, maja 1915, so bili ti bataljoni predstavljeni na Soško fronto. Spomladi leta 1916 je bil polk premeščen na Južno Tirolsko, jeseni pa zopet nazaj na Soško fronto, kjer se je boril na Krasu. Leto 1917 je na Soški fronti leto krvavih bitk, v katerih je sodeloval tudi celjski pehotni polk. Odlikoval se je zlasti v bojih za strateško pomemben hrib Škabriel, včasih se je imenoval Sveti Gabriel, ki ga je za ceno velikih izgub uspel obraniti. Po preboju Soške fronte konec oktobra 1917 je polk boje z Italijani in njihovimi zavezniki nadaljeval ob reki Pijavi, po avstro-ogrskem podpisu premirja novembra 1918 pa se je vrnil v domovino in se vključil v novo slovensko vojsko kot celjski pešpolk. Njegovi pripadniki so imeli pomembno vlogo v bojih za severno mejo. Po ustanovitvi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev decembra 1918 se je postopoma reformirala tudi tedanja vojska. Polk je bil junija 1919 preimenovan v 46. pehotni polk. Za prikaz na razstavi smo izbrali zeleno-belo barvno kombinacijo. To pa iz razloga, ker sta bila morsko-zelena in bela, oziroma srebrna, njegovi polkovni barvi, po katerih je bil polk prepoznaven. Upam, da bo razstava obudila že nekoliko obledel spomin na fante in može, naše prednike in sorodnike, ki so vojsko služili v tem polku, in spodbudila k razmisleku o smislu oziroma nesmislu vojne. Hvala. Topel pozdrav namenjam vsem zbranim. Veseli me, da smo dogodek ob današnjem odprtju razstave pripravili v sodelovanju s kolegi iz Osrednje knjižnice Celje in domačini, ljudskimi pevci iz Rtič. Vsem iskrena hvala za vaš prispevek. Ogled gostujoče razstave bo na strokovnem oddelku naše domače knjižnice mogoč do vključno petka 6. aprila.
S tem bomo tudi v Posavju obeležili obletnico dogodkov, ki bodo zavedno zapisani v naši zgodovini. Tudi domoznanski, kajti v celskem 87. pehotnem polku so sodelovali tudi naši domačini. Med njimi Rudolf Strmecki, katerega vam predstavljamo v prostorih naše domoznanske zbirke. Sedaj pa vas vabim k ogledu obeh razstav in po srce naše knjižnice v domoznansko zbirko. Izvolite. Kdo bo listje